Dober dan. Še v mojem imenu. Simona mi je rekla, ker ne začnem sam. Da se predstavim, sem Simon Maljevac, prihajam iz Legebitre. Danes sem bil povabljen, da se skupaj pogovorimo malo o homofobiji, transfobiji, šolstvu pri nas v Sloveniji, izkušnje, ki jih imamo pri Legebitri. Kot izhodišče pa predvsem članek, ki sva ga napisala s kolegico Jasno Magič, ki se je v bistvu v zadnjih malo 10 letih zelo veliko ukvarjala s šolstvom pri nas v Sloveniji, trenutno je pa v Veliki Britaniji, zato ne more biti z nami, ker končuje doktorat na Fakulteti za socialno delo in sicer se ukvarja ravno z nasiljem in delom policije v Sloveniji. Je pa v zadnjem času še naprej nadaljevala zelo veliko dela na šolstvu in je zadnji mesec je izšel novi priročnik UNESCO za delo na področju homofobije in transfobije na šolstvu in ona je bila ena izmed avtoric tega priročnika, tako da ima zelo veliko izkušenj na tem področju. Kakor sem že rekel, bomo danes, tako, jaz bi na začetku naredil en 15-minutni uvod, čisto kot neko izhodišče, potem me pa zanima vaše mnenje in pa predvsem, da bi skupaj razmišljali, kaj lahko naredimo, kar se tiče te teme. Tako, izhodišče pogovora oziroma naše izkušnje na Legebitri je, ne vem kako dobro poznate, ampak začetki Legebitre so zelo vezani na delo z mladimi. Legebitra se je začela kot neformalna skupina za mlade do 26. leta v okviru študentske organizacije Univerza v Ljubljani in potem počasi so se razvijali tudi ostali programi in ostale aktivnosti, ampak mladi so ostali neka središčna ciljna skupina in neki središče teme, na kateri delujemo. Obenem je pa zanimivo tudi na nek način, kako smo se tudi mi razvijali, no? Tako da o tem bi rad povedal in neke pristope, katerih smo se posluževali. Če pogledamo, danes se mi zdi, da smo super videli različne pristope iskanja iz neke osebne izkušnje in boja proti homofobiji, transfobiji. Jaz bom pa mogoče govoril o nekem drugem pogledu, poskusu v bistvu nekih sistemskega reševanja. Mislim, da ni bilo tako zelo uspešno, kot smo si želeli, ampak vseeno neki poskusi so bili. Mogoče čisto za začetek, zakaj? Ena zelo velika raziskava, ki je bila izvedena na področju Evrope, med njimi nažalost Slovenija ni takrat sodelovala, ampak je vseeno pokazala, da je 2/3 učencev, ki so trenutno v šolskem sistemu, ima težave s samozavestjo. Govorimo o LGBT učencih. Več kot 1/2 težave z depresijo in 40% občutek, da imajo manj prijateljic in prijateljev kot njihovi sovrstniki in pa tudi čez 30% jih ima samomorilne misli. Ne. To pokaže neki, in ti odstotki so bistveno višji kot pri sovrstnikih, da to je definitivno tema, ki jo moramo naslavljati in ki je zelo problematična. Kakšna je situacija pa pri nas? V bistvu mi smo že ves čas delali na področju šolstva, predvsem zaradi ciljne skupine mladih, situacij, s katerimi so se soočali mladi v šolstvu, v šolah, s homofobijo in transfobijo in zgodbami, s katerimi so prihajali do nas. Ampak ugotavljali smo, da te zgodbe, ko smo pristopali in začeli pristopati k različnim institucijam, niso bile dovolj, v bistvu nas sploh niso poslušali. In ni bilo nekega dialoga na nek način. In tu smo potem začeli z raziskovanjem. Pomembno vlogo je igrala tudi vse v kontekstu tega, kar se je dogajalo. Veste, da smo imeli 2 referenduma, šolstvo je bilo vedno zelo na udaru. Ne vem, če veste, leta 2009 je bila v bistvu neka zelo velik
protest proti delu v šoli in delu, ki ga je upravljala Legebitra in Amnesty International. Takrat je to prišlo celo v medije, lahko in tudi osebno izkušnjo, ko me je konstantno, bil sem zelo bolan, klicala me novinarka RTV-ja in zahtevala, da bo ona šla v razred snemati delavnico, katero mi izvajamo, in to za dnevnik, dnevnik na RTV-ju, in bo ona potem dokazala, ali gre res za promocijo homoseksualnosti v tem primeru ali ne. Tako da to je bil nivo, na katerem smo in koliko je občutljiva tema. Istočasno pa takrat tudi takratni minister Lukšič dal vsem dijakom v podpis izjavo ponosen na svoj spol, ki izključuje vse nebinarne osebe, vse transspolne osebe, dojema svet in spol kot binaren, heteronormativen in cisnormativen. Takrat je bilo tudi zelo velik odziv LGBT nevladne organizacije, ampak to je kontekst šolstva, v katerem ves čas delamo in delujemo. Kakor veste, ta ljubezen je ljubezen, priročnik za delo v šolah je vedno v vseh debatah zelo v ospredju in je tako rekoč dostop do šol onemogočen oziroma nemogoč. Ampak vseeno mogoče bi dal še z tistega, ker se mi je, ko sem gledal nazaj, zelo fajn zdelo, koliko na nek način je problematična bila ta izjava, katero so vsi dijaki in dijakinje takrat podpisvali. Pod to ponosen na svoj spol je bila še izjava, človeštvo je razdeljeno na dva spola, združena tvorita celoto, odgovorna spolnost je prava pot. Torej, diskurs reprodukcije, diskurs binarnosti, ki je bil zelo prisoten. In to je bila neka situacija, iz katere smo mi izhajali. In potem smo ugotovili, da lahko vzpostavimo nek diskurs, rabimo neke podatke. In takrat smo izvedli 3 raziskave. Prva je bila o izkušnjah istospolno usmerjenih mladih. Nažalost, nam ni uspelo v zadoštnem številu vključiti trans oseb, da bi lahko dobili tudi te izkušnje, šlo še pa za kvantitativno raziskavo, ampak že takrat je bilo vidno, da je homofobija zelo problematična, se je 40% tistih, ki so bili v šoli v tistem času, poročalo o izkušnjah homofobije. Zanimivo je pogledati, naprimer, podatke, to so podatki primerljivi tudi z ostalimi raziskavami, ki so bili v Sloveniji narejeni. Mogoče edin zanimiv podatek zadnje raziskave, ki sta jo delala Kuhar pa Švab o vsakdanjem življenju gejev in lezbik v Sloveniji leta 2014, ker je primerjalna raziskava, ki sta jo delala 2005, ki pokaže zelo velik porast v bistvu homofobije v šoli, ampak to interpretirata na način, da je tudi zaradi tega, ker osebe prej naredijo coming out. To je bil en vidik. Z drugega vidika smo pa pogledali tudi, kaj dejansko mislijo učitelji in učiteljice v srednjih šolah. In tu je samo par podatkov, ker ne bi bil rad predolg, pa potem gremo rajši v debato, je, da skoraj polovica jih misli, da neko razkritje ni potrebno. Govorimo o vseh učiteljih. Vzorc smo imeli 309 učiteljev, učiteljic, ki delajo v Sloveniji v srednjih šolah. Torej, polovica jih misli, da nekmu dijaku, dijakinji se ni potrebno razkriti, da je to irelevantna informacija oziroma je celo boljše, da se ne razkrijejo. Več kot polovica jih je mislila tudi, da nimajo nekih dovolj veščin, da bi se soočili s homofobičnim, transfobičnim nasiljem, če do njega pride. Ampak ob enem, ki je bilo pa 40% seznanjenim z vsaj enim primerom v zadnjih 3 letih homofobije ali transfobije na njihovi šoli. Torej, to pa kaže, da je nek zelo velik problem. Da ne bom predolg, kako je potekal dialog? Vse te raziskave so bile velikokrat predstavljene na ministrstvih, različnih uradnikom.
Zanimivo je to, da vseeno so ti učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, poudarili, da je potrebna neka strategija, ki bi naslavljala to temo za šolah. Ampak nekih večjih premikov na nivoju, nekih policy nivoju ni bilo narejenih. Ne? Ampak evo, in mogoče na tej točki bi zaključil pa odprl za debato. Ne,